Jetniki svobode. 8. knjiga Boštjana Marka Turka. Ta nama bo služila kot neko pot, da se poklonimo vsem rodoljubom, ki so umrli za domovino v katerikoli državi do zdaj. Ko je bila domovina le grešna misel ali pa v zadnji vojni za Slovenijo, ko je država že postala resničnost. Še beseda dve o tem, kdo je doktor Boštjan Marko Turk. Toliko, če kdo morda ne ve, da povem. Slovenski jezikoslovec, literarni zgodovinar, francist, politik, publicist, univerzitetni učitelj, polonist, pisatelj. Madonna. Vse sem v svojem življenju očitno bil samo škof. Točno krivo, nikoli se ne. Torej, na univerzi Sorbonne Nord v Parizu ste doktorirali leta 2000. Ja. Na ljubljanski filozofski fakulteti zdaj predavate francosko in frankofonsko književnost. Da. Član Evropske akademije znanosti in umetnosti ste bili januarja letos, pa ste postali dekan razreda 1 te akademije. Da. Lekanski intelektualec bi smeli in morali reči, in seveda gospod, pravi gospod, tako kot spada v najbolj plemenitem pomenu besede. Reden gost v mizi, na televizijah, radi pridete na televizije, če vas vabijo, ne? Ja, seveda, jaz zelo rad, seveda zelo rad pridem na televizije in tudi veliko sem na televizijah, ne samo v Sloveniji. V bistvu sem opazil, da zdaj v zadnjih letih včasih je bilo, če sem bil 1 uro na oddaji, sem bil utrujen, potem nisem mogel nič več početi. Zdaj pa nekako sem se navadil, rutina, tako da to gre tudi. Ja. Približno sem, kaj bi rekel, enkrat na teden v povprečju sem na neki televiziji, tako da ja. Ne se me ustrašiti, če ne boste videli. Če bom s kakšnega ekrana kukal. Ne bo upam, da vse so vas ljudje že kar vajeni. Tudi kolumnist ste, tu in tam, mislim, kar večkrat kaj napišete, ne? Zdaj, Jetniki svobode, dvopičje je v tem naslovu knjige, Slovenci, Jugoslavija in oblast Osvobodilne fronte. Priročnik za razumevanje Slovenije danes je nekdo označil od teh vaših tistih, ki so kakšno kritiko napisali, imenitne kritike so bile. Zdaj me pa zanima vse to v luči patriotizma. Koliko te lastnosti premore aktualna slovenska oblast, vladajoči novi razred, to v tem terminu bova nekoliko kasneje rekla več, ampak vendarle skozi te oči, kako je s patriotizmom v luči te vaše knjige. Ja, jaz bi se kar na gospoda Kirna obrnil, na podžupana, če sem si prav zapomnil, je rekel, seveda, kako je s patriotizmom. To je knjiga, ki je, mislim, da edina, kakor vem, ima tale stavek na samem začetku. Knjigo posvečam spominu vseh, ki so v vojni za slovensko samostojnost darovali svoje življenje. Tako kot ste vi rekel v vašem govoru, to je najpomembnejša stvar, ki se je zgodila, ne? To je patriotizem. Ne? To je tako kot krščanstvo, večje ljubezni nima nihče, kakor je ta, da da svoje življenje nekdo za svoje prijatelje, tako nekako evangelij pravi. Ne? In jaz sem seveda v bistvu postal patriot že zelo zgodaj, res sem skočil v bazen, brez, bi rekel, ne da vedo, je voda noter ali ne. Se pravi, sem postal član mladih, ker sem bil tudi politika, član mladih krščanov, v bistvu se pa celo življenje ukvarjam s politiko, da sem z leti, tudi moje knjige so večinoma o politiki, ne, in z leti sem potem razumel, da je politika v bistvu vse, s čimer se ukvarjamo, in da je prava politika tista, ki je odprta za ljubezen do države, za domoljubje in ki si prizadeva vrednote skupnosti čim bolj promovirati. Jaz sem postal član Slovenskih krščanskih demokratov, oziroma Mladih krščanskih demokratov na ustanovnem sestanku pred padcem Berlinskega zidu in sem bil potem mednarodni tajnik v času osamosvajanja Slovenije. Potem pa predsednik krščanskih demokratov za Ljubljano. Najboljših idej, ki sem jih imel in sem mogel uresničiti, smo takrat, 30 let nazaj, smo
prišli že kar nekaj korakov. Nihče ni prišel dlje kot mi, krščanski demokrati Ljubljane, skupaj s mestnim svetom, da bi umaknili to sramoto, te spomenike ljudem, ki jih je oznamovala najhujša kriminalna dejavnost v zgodovini naše države. To so Kidrič, Kardelj in spomenik revolucije. Najbolj krvavega dejanja. V tem Slovenija žalostno odstopa od vseh držav Evropske unije. Nimate nikjer spomenika, bi rekel, takim ljudem, ki so pa seveda vsi mrzili Slovenijo. Vsi so mrzili domoljubje, vsi so mrzili narod. Preprosto zato, ker je bil projekt, v imenu katerega so pobili 100.000 Slovencev, govorim pač zdaj o celotni ceni, ki smo jo mi plačali Slovenci v času druge svetovne vojne, je bil internacionalni socializem. Ta je bil pa zanikanje naroda, in če si bil patriot, si umrl. Če si v partizanih rekel, da si patriot, da si tukaj, da se boriš za samostojno Slovenijo, si šel v 13. bataljon. To skoraj da brez izjeme. Medklic, jaz sem si dovolila pač ta pojem domoljubja, rodoljubja razširiti še bolj in potisniti nazaj v zgodovino, ker ljudje recimo v času francoske revolucije so ravno tako umirali. Mogoče nekdo med temi za domovino, za Slovenijo. Takrat že so nekateri sanjali o tem, da bomo nekoč pa imeli. Ja, se to knjiga govori o tem. Ja. Knjiga govori o tem in tudi, če lahko malo spregovorim o tem, recimo tudi že naslovnica sama, ne. Na naslovnici je oznanenje. Se pravi, to je od Franceta Kralja oznanenje, ki je unikum v svetu. Takega oznanenja nikjer na svetu ni. Imate oznanenje, se pravi, ko angel Mariji oznani, da bo spočela. Ne. Vedno imate angela in Marijo ločena. Tako kot smo recimo zdaj mi ločeni. Tu sta pa angel in Marija združena, tako kot sva mi sploh Erek v istem planu. Ne. In jaz sem to tudi razložil, zakaj to, zdaj ne bom s tem, ne. Ampak oznanenje, ne. Jaz sem si rekel, boljše metafore, boljše ponazoritve naše države ne moramo imeti. Ne. Če boste vedeli, kaj vam bom zdaj jaz citiral. Če bi det naš ne segrešil, te uveke jeme bežiti, starosti ne prijemljam ti, nikolježe pečaline imam ti, ni slzna tele se imam ti, no uveke jeme bežiti. Poneže zavistjo bih neprijaznino, vignan od slavi Božje, potom na narod človečki strasti i pečali i nemošti, pojdo i besem rede smrt. No, kateri jezik, kateri sem zdaj govoril? No? Staro. Odlično. Bravo, ja. No, to ste pravi patrioti. Ker to večina ljudi, ki to rečem, ne ve. Ne tako hodim tu, ampak sicer, ker to je temeljni stavek. S tem Slovenci vstopimo v zgodovino. Nepovratno. To so Brežinski spomeniki. In ravno danes sem na filozofski fakulteti, sem imel nastopno predavanje za profesorja, to je proces enih muk, desetletnih, tako rekoč, je bil s tem končan, in sem se na Brežinske spomenike, in sem povedal to, da Brežinski spomeniki so tako bogati, tako kompleksni, tako slogovno lepi, prvič zapisana slovenska beseda. In se predstavljate, s kakšno ljubeznijo zapisana v tistem času, to je bila karolinška minuskula in so ljudje, so morali menihi, so ustvarjali v temperaturi, ki so bile toliko visoke, da črnilo ni zmrznilo. 3 stopinje so zračunali. 3 stopinje je šlo. Zdaj predstavljate, da vi pišete te Brežinske spomenike in tako. Z Brežinskimi spomeniki Slovenci vstopimo v zgodovino zelo široko, ker to je prvi slovanski zapis v latinici. In od Brežinskih spomenikov naprej se napoveduje beseda. Imamo Slovenci besedo. In ta beseda je skozi zgodovino večinoma krščansko organizirana. Imamo potem Trubarja, imamo tle, ja, vi imate tole, bi rekel, ali jaz lahko govorim tako, me slišite? Ja, zaradi televizije, ja. Razumem. In v Laškem je bil Trubar, in Trubar je pač dal besedi dodatno dimenzijo, tudi že politično dimenzijo prvič, s cerkveno ordnigo, potem so bili protestanti, potem je bil Prešeren, potem je bilo kupenih ljudi, Cankar, Kocbek,
do 57 številke Nove revije, ko Jože Pučnik prvič začne razmišljati o svoji državi, ko napiše, da Slovenci potrebujemo državo. Mi smo imeli ves čas besedo, se pravi beseda. In 25.6.91 leta za sprejemom pač osamosvojitvenih zakonov o neodvisnosti in samostojnosti republike ta beseda postane meso. Ne? Beseda je meso postala. Slovenci dobimo svojo državo. In to smo edini narod smo v Evropi, jaz sem to preveril, ki je imel od, bi rekel, konstituiranja, bi rekel, zahodne evropske civilizacije v tem modernem smislu, ki je imel svojo navzočnost, ki je bil narod po vseh kategorijah, ampak ni imel pa svoje državne forme. Mi jo dobimo, kot bi rekel, če spet uporabim bibličen izraz, ob dopolnitvi časov, ko pade socialistični imperij, Sovjetska zveza in Jugoslavija, dobimo Slovenci svojo državo. In tej državi seveda potem knjiga gre, tako kot Kristusu od samega začetka strežejo po življenju. Zdaj pa vendarle me še zanima odgovor na to moje prvo vprašanje, namreč kako domoljubna je trenutna aktualna politična oblast v Sloveniji. Ja, točno, jaz sem malce rekel profesorsko, sem se zapeljal stran. Se tako povem, se ukvarja se z te etniki svobode, se ukvarjajo pretežno z sedanjo oblastjo, v nekem kontekstu, in seveda ta oblast, kot sledi že iz prej povedanega, absolutno ni domoljubna, ker domoljubna tudi ne more biti. Zato, ker se utemeljuje na internacionalnem socializmu, kot se imenuje komunizem, ali pa kaj oni že slavijo in častijo. In ta najhujši struk za njega je domoljubje. Je to, da smo Slovenci. Jaz sem danes govoril v srčju slovenske humanistične institucije, filozofske fakultete v Modrej sobi in se nisem upal, ker sem govoril, bi rekel, zelo utemeljene, ampak politično, kot se reče, nekorektne stavke, in se nisem upal pogledati ljudi, predvsem zato, ker sem mislil, da me bo kdo grdo gledal, ko sem govoril, da Slovenci vstopimo z brežinskimi spomeniki v zgodovino in da je ta zgodovina krščanska in da smo pač povezani in je republika in da krst pri Savici napoveduje, narved sveta otrokom sliši slave, tja bomo našli pot, kjer sinovi si prosto voljo, vero in postave, napoveduje slovensko državo. Seveda, v Ljubljani je tako vzdušje, kjer je ta sedanja oblast, da govorenje o Sloveniji, govorenje o tem, da je 25. oktober 91 najsvetejši dan slovenske zgodovine, ker prvič v slovenski zgodovini ni bilo na slovenskih tleh tujega vojaka. Mislim, prvič. Od 9. stoletja. Ni ga bilo. In ta sedanja oblast je absolutno internacionalistična in tudi ne more biti, zato ne boste nikogar slišali. To, kar so sposobni narediti, je izumiti formulo, da so bili bodisi, s čimer se v knjigi ukvarjam, stanovnik Jehanes, pa Miran Potrč, veliki A, domoljubi, B, demokrati in izgorevali za ljubezen do Slovenije. Da je A bil velik domoljub in demokrat, oče vse te mašinerije, Milan Kučan, in da on izgoreva za Slovenijo, ker imate on pač ocen tako, on je pač zadaj za vso, mislim, da ne smemo nobenih utvar delati, kdorkoli malo bolje pozna, malo bolje pogleda, vidi, da Milan Kučan s svojimi, bi rekel, forumi, in za močjo, ki jo ima iz nedemokratičnega časa, določa, kdo bo na oblasti. Koga je podprl Milan Kučan za predsednika vlade? Ja, Goloba. Koga je podprl Milan Kučan za predsednico države? Ja, Pirc Musarjevo. Hočem reči. In tem ljudem je prezir, mržnja in strah pred Slovenijo, v knjigi zelo utemeljujem, zakaj, je šlo tudi za en globok strah. In je to mržnja do domoljubja, strah pred domoljubjem, in je to v kosteh. Oni taki so. In to je recimo čudež, kar smo mi dosegli. Torej ta država in to, da smo in da se lahko še zbiramo in da lahko govorimo, to je dobeseden čudež. Včeraj sem Grosa
srečo, sem bil v Kranju, je bil tudi dan suverenosti, proslava, moram reči, da je bil tam Rakovec, župan Kranja, sem rekel, vi pa v Ljubljani, ker ta knjiga je nastala tudi iz tega premisleka, ker v Ljubljani se odpirajo spomeniki izbrisanim, to so ljudje, ki so najbolj črtili domoljubje slovensko, čeprav so od tega imeli ogromno koristi, ker so bili pač njeni državljani, so še danes. In sem rekel, Jankovića, vi ne boste videli, da bo prišel 25. oktobra na proslavo v organizaciji, dobro, Sever pa VSO. Jankovića, to ne boste videli. On gre rajši v Ljubljanico, se vrste, kot župan Hribar. To je skregano. Janković je pa proti, Janković, ki je poleg Kučana, Kučan je pač naredbodajalec, Janković je pa najmočnejša operativna figura v slovenski politiki in ta dva človeka, zadnje, kar bi pomislila, je domoljubje. Golob pa itak dela to, kar ta dva rečeta. Zdaj pa dajte razložiti vaš izvirni greh, ki ga pripisujete pravzaprav temu postrojenju, bom grdo rekla, ni slovenska beseda, temu ustroju sodobnemu slovenskemu, se začne 27. oziroma 26. aprila 1941, z ustanovitvijo takrat, zdaj, potem kasneje so rekli Osvobodilne fronte, vseh tistih društev in sil, ki so bili prijatelji oziroma člani tega združenja prijateljev Sovjetske zveze, takratne, ki je potem, vemo, kaj se je zgodilo prej in kaj je bilo potem. Skratka, Osvobodilna fronta. Značilnost teh ljudi, o katerih piše ta knjiga, in ki jih je gospa Boža omenila kot bi rekel, nasprotnike domoljubja, in kakšen njih odnos do domoljubja, je ta, da pač notorično lažejo. Ampak to ne lažejo danes, ampak to lažejo, odkar so se pojavili na odru zgodovine in odkar vemo zanje. Laž, ki laži z lažjo na laž. Torej, lahko jim verjameš samo to, da si lahko prepričan to, kar govorijo, lahko samo eno zadevo prepričan, ko jih poslušaš, to, kar govorijo, ni res. Vse ostalo je dvom. Vse ostalo lahko dvomaš. Dvom pa ne more samo v tem, da to, kar govorijo, si spet nekaj izmišljujejo. Torej, recimo Golob, Kučan, stanovnik Janez, in tako se ta zadeva začne z Osvobodilno fronto in jaz sem čisto slučajno našel najbolj eklatanten dokaz, mi vsi vemo, kaj je bila Osvobodilna fronta, oziroma mi, ki imamo pač leta, ki smo glasovali za samostojno Slovenijo 23. decembra leta 90, se spominjamo v šoli, da so nas učili, da Osvobodilna fronta je bila spontan odraz volje slovenskega naroda za boj proti okupatorju in je ta spontan odraz se prelil v naročje partije, ki je potem organizirala, bi rekel, ta odpor in se začela boriti proti okupatorju 27. aprila, ker je vse skupaj tako približno res, da bi jaz rekel, da Laško je pa predvsem poznano po bujni tropski vegetaciji in najpogosteje drevo posajeno so pa palme. In pa predvsem to, da ima pa izredno, da ima pa recimo, da zdajle, pa ne vem, kaj bi še zraven nakladal, vse razumete. Ampak zdaj, dokler so to trdili, ta prednosti knjige v tem tudi, sem imel ogromno srečo. Dokler so to trdili, da je to vse skupaj laž in da Osvobodilne fronte ni bilo, dokler so to trdili Janša, Tamara Grizer Pečar, Jože Dežman, Boštjan Maturk in tako naprej, so vsi rekli, pa dobro, ja pa seveda, saj vi to zase, pa VSO, pa seveda, se ne more govoriti VSO, pa častiti Osvobodilne fronte. Ampak jaz sem našel, ker sem se ukvarjal z Borisom Pahorjem, imel sem to srečo, da sem ga poznal, sem se ukvarjal z njim in sem našel v časopisu, ki ga je on zalil, ki ga najdete v D-fondu, se pravi, to je zaprt fond v Nuku, sem našel en zaliv, v katerem je pod psevdonimom Jože Gostiša, bi rekel, se pojavil en članek, ki je trdil, da Miha Marinko v svojih spominih pravi, da Osvobodilna fronta sploh ni bila nikoli ustanovljena. No, in jaz pravim, pa to je nemogoče, kako Miha Marinko, se ga vi spomnite. Miha Marinko je bil ena od ključnih figur prejšnjega sistema. On je bil, vse je imel te stvari, vse, on je bil, se pravi, Kardelj je bil glavni v Sloveniji, pol jih je bilo pa 5, Marinko, pol je bil
Ribičič, Kidrič je zelo zgodaj umrl, ne. Pol je bil Ribičič, pa Kidrič tudi, ne. Kidrič, Marinko, pa Ribičič, pa potem Leskošek Luka, pa potem Vida Tomšič. Kasneje Dolanc, ne, se pravi, govorimo o tem, ne. Dolanc je bil le, Miha Marinko je rojen v 19. stoletju, Dolanc je pa rojen tam, mislim, da 1930 ali 1925, nekaj takega. Malo prej, ja. Mogoče, ne, tako da je pač to druga generacija. Ampak jaz sem rekel, pa to ne more biti res, a ne, in sem grem gledat spomine Miha Marinka, če je sploh napisal spomine, sem nikoli napisal spomine, in grem jaz gledat, kje se ti spomini sploh dobijo, če se dobijo v Slovanski knjižnici, grem pogledat, grem tja, takoj, pravim, prosite, imate vi spomine Miha Marinka, imamo, pravim, jaz bi jih vzel, pa sem še nekaj vprašal, lahko vprašaš, koliko ljudi se to vi veste, koliko ljudi je pa že videlo to knjigo, si sposodilo, to lahko vprašaš, ne morete ti povedati, kdo si je sposodil, ampak lahko vprašaš, koliko je bila sposojena, število. Ona pogleda, gospod Turk, ja, da ta knjiga še ni bila sposojena. To možno. Miha Marinko napiše, da niso ustanovili Osvobodilne fronte in knjiga ni sposojena. In res nihče ni vedel. In jaz vzamem knjigo in pogledam, kjer je pač napisal ta na kateri strani, pa tam ni bilo. Ampak sem rekel, dajmo. Jaz sem prebil potem 1 uro pa pol z Miho Marinkom v vesolju partijskega blebetanja, kot se reče. To prebrati uro pa pol, to so taki nesmisli, vse je bilo enako, vse si vedel, Tito partija, mladina akcija, Tito je maršal, on je genije, on je komandant naše armije in tako naprej v tem slogu. Ne, in sem rekel pa 1 uro pa pol, potem še to, spomini postajajo bolj konkretni in pridem do Osvobodilne fronte in preberem tole, kar vam bom prebral. Zdaj pa Miha Marinko pravi v svojih spominih. Potovanja s Tonetom Tomšičem se spominjam zato, ker mi je služilo po vojni za dokaz, da 27. april ni točen datum ustanovitve OF. Potovala so v Zagreb konec aprila, med drugim tudi z namenom, da dava Kardelju in Titu potrditi besedilo proglasa za protiimperialistično fronto in dobivajo od njiju morebitne pripombe. Besedilo proglasa smo napisali pri Luki, sprav Luka Leskošek, ki je bil takrat sekretar Centralnega komiteja Slovenije, to, kar je bil kasneje Milan Kučan. Ob pisanju se je pokazalo, da se Luka, Kidrič, Tone in jaz v nekih podrobnostih ne strinjamo. O njih naj bi odločil Kardelj v Zagrebu, pa tako naprej. Z manjšimi popravki so tekste prepisali z nevidno pisavo in s tem sva se vrnila v Ljubljano, toda šele po 1. maju, ker so tovariši v Zagrebu menili, da ni dobro zaradi poostrene kontrole potovati na dan 1. maja. Zato sem tudi dvomil, da je 27. april dan ustanovitve OF. Evo. Ampak OF niso ustanovili samo Miha Marinko in ta družba komunističnih prijateljev, ampak vendarle še neke druge sile, krščanski socialisti, Tone Pfeiffer, pa Edvard Kocbek in tako naprej. Oni so imeli resne namene. Ja, ampak vse to, čakajte, zdaj, če smem prebrati, če bom odgovor prenese, naslednji citat Miha Marinka, ne. Zdaj se pravi, niso ustanovili Osvobodilne fronte, ker smo se mi v šoli ves čas učili, pa tako naprej, pa da je Osvobodilna fronta, pa danes, če greste cesta 27. aprila, je in tam je vila Vidmarjeva tako imenovana in tam je spomenik in tam je spomenik Osvobodilni fronti, ampak oni sploh niso ustanovili Osvobodilne fronte, ustanovili niso nič, saj tedaj 27. aprila ne. Zakaj je pomembno? In sicer pravi to, Miha Marinko v naslednjem svojih spominih. V tednih po objavi proglasa protiimperialistične fronte je sledila zelo živahna politična in organizacijska dejavnost in snovanje odborov OF, katere pobudniki so bili komunisti. No, torej, če je kdo živel v utvari, da je OF bila spontan odraz, kot so nas učili, spontan odraz volje slovenskega naroda, ki mu je partija prisluhnila, Miha Marinko pravi, da jok, da so to kar oni sami vse organizirali. Niso nič prepuščali na ključu. Če ne verjamete, vam to Miha Marinko pove. Škoda, jaz kot otrok sem me učil, takrat sem imel leta 71, sem imel 3 leta ali 4 leta, škoda, jaz nisem, bi rekel, Tršice vprašal, tovarišice, kaj je zdaj to, kako je zdaj ta OF v skladu s spomini tovariša Miha Marinka, ki je pa ja, en največjih tovarišev. Nisem. No, in v glavnem, v tednih po objavi proglasa protiimperialistične fronte je sledila zelo živahna dejavnost. Ja.
Proglas sicer še ni pozival na oborožen odpor in ime protiimperična fronta je bilo spremenjeno v OF. Okoliščine še niso dovoljevale, da bi pozivali na oborožen odpor. Glejte, v prvi fazi okupacije od 6. aprila 1941 do približno oktobra 1943, ko Nemci začnejo zgubljati drugo svetovno vojno, je namen nemškega okupatorja slovenski narod uničiti. To je bil jasen namen. In tudi so tako Nemci k temu pristopili. Vso inteligenco so razselili, župnike, potem učitelje in tako naprej. Ne. Ogromno so jih razselili, tega sicer zdaj ne govorijo, ne, ampak večina jih ni šla v Srbijo, ampak na Hrvaško. Čisto logično, ker je bila Hrvaška bližje, pa je bila NDH. In na Hrvaškem se od Slovencev seveda nobenemu, ne da bi jaz vedel, ni kaj zgodilo. Ne. Ampak v času, ko nemški okupator želi slovenski narod fizično iztrebati, ker to je bilo tako, kot mi smo bili na istem, kot so bili Poljaki in Rusi. Zato, ker pač je bil tukaj potreben prostor za Nemce. Ne. In v tisti fazi ocenjujejo komunisti, da ni čas za odpor. Halo? Ja, kdaj pa je pol čas za odpor? To je tako, kot da en tule umira recimo na tleh, ne, pa rešilca pa se rekel, ne, zdaj ni čas za rešilca, zdaj pa ne še, ne, počakajmo še malo. Halo? In seveda potem se čisto jasno pokaže, tega pa Miha Marinko ni napisal v spominih. To pa potem sestavimo skupaj. Zakaj? Zato, ker so bili naši komunisti na strani tistih, ki je slovenski narod hotel uničiti, tistega, to so bili nacisti. Zato, ker so bili vezani s paktom Hitler-Stalin do 22. junija in v tem ključnem obdobju so bili na strani nacistov. Oni so bili v ključnem obdobju zgodovine na strani tistega, ki je slovenski narod hotel uničiti. Zdaj pa nam govorijo, da smo mi fašisti. In oni so pobijali potem tiste, ki so se dejansko konkretno uprli okupatorju, konkretno plavo-gardiste. Pa še ena zadeva, ne, pravi Miha Marinko, tedaj je bilo treba čim bolj izkoristiti razkroj in demoralizacijo bivših meščanskih strankah, kateri vrhovi so bili krivi, da je stara Jugoslavija tako klavrno končala. Ne. To je pa najhujša nevarnost, ki vstopi v slovenski prostor. To je pa oni po sovjetskem zgledu ustvarjajo tako imenovanega notranjega sovražnika. Celo svojo zgodovino Slovenci nismo poznali notranjih sovražnikov, poznali smo samo zunanje sovražnike. To so bili najprej seveda Turki, prosim, jaz nimam s tem nič, ne glede na moj, jaz sem bolj notranji sovražnik, ne zunanji. To so bili Turki. Potem so bili to seveda Lahi, potem so bili Nemci v 19. stoletju, ne? Recimo Laško, Celje, ne? To so bila v bistvu nemška mesta. Ne? Središča. Ne? Slovenci šele v 20. stoletju pridemo v drugi polovici oziroma v 20. stoletju pridemo v mesta. Prej so bila nemška. Marburg, Celje je bilo Celje, Laibach. Ne? Največje v začetku stoletja, največje slovensko mesto je bil Trst. Potem je bil to Celovec, potem je bila še Ljubljana, na 3. mestu. Ne? In oni, seveda mi smo bili, Nemci je bil zunanji sovražnik, ne? Oni pa uvedejo notranjega sovražnika. In na tej paradigmi, na tem vzorcu še danes vse gradijo. Notranji sovražnik je SDS in notranji sovražnik je Janša. Notranji sovražnik so domoljubi. Cerkev, seveda. Zdaj trenutno so zdravniki. Zakaj so zdravniki? Obrtniki vsi, zato ker najbolj so zdravniki, ne? Najbolj se seveda napadajo, zdaj Golob napada, se to imate v knjigi noter, Golob napada vse sloje. Torej, to je rekonstrukcija socializma jugoslovanskega, kjer je tako imenovan novi razred, se bo mogoče potem tega še dotaknila, ne? Ki ima itak vse posebej urejeno, ne? Narod ne pa crkne, pa kaj, njih ne briga za narod. Vse so eno-be naredili, zato da je padlo. Podatki so točni, so pa grozljivi. Da je padlo 3000 nemških vojakov, da je padlo 1000 italijanskih vojakov in pa 15 madžarskih orožnikov, je moralo umreti, reci, piši, najmanj 100.000 Slovencev. Od tega 27.000 v partizanih. Partizani
In to so bili nesrečni fantje, stari 19-20 let, ki so jih nagnali v Hostok, so šli v Hostok, se mu borili proti okupatorju. In v partizanih meni Jože Dežman povedal, ta razmerja, to je bil samo v Stalingradu. 2 fanta sta šla v Hostok, samo en je vam prišel. 50-50. Tako razmerje smrti in življenja je bilo samo v bitki za Stalingrad. 27,000 fantov je padlo zato, da je, pa samo potem je to sprožili državljansko vojno, je padlo toliko in toliko domobrancev, potem so toliko in toliko domobrancev pobili, potem so toliko in toliko ljudi odpeljali v lagarje, potem so toliko in toliko ljudi ustrelili kot talce, ko vse to seštejemo skupaj, dobimo številko, ki je večja od 100,000. Sigurno je pa 96,000 dokazano dokumentiranih žrtev za 3,000 padlih nemških vojakov. Mislim, ne? In ta potreba po notranjem sovražniku da so to zdravniki, ne? Zato ker oni potrebujejo vzdrževati ljudi v mentalni kondiciji, da je skozi nekdo nekaj ogroža. Socializem je bil pa, se veste, v Jugoslaviji se spomnite, skozi je nekdo sabotiral ta sistem, ki je bil tako rekoč odličen. Kako ne bi bil odličen, če se je prvi sin naših narodov, največji proletarc in komunist, vozil z Mercedesom, ker so mu ga posebej naredili v Nemčiji. Pa kako ne bi tak sistem bil odličen? Vsakemu po svojih potrebah. Tito je imel potrebo, so rekli, vsakemu po svojih potrebah. Tito je imel potrebo, da mu Mercedesa S600 naredijo na roke v Nemčiji. Ne bo on iz tekočega trakuje malo Mercedesa, kdo je to že videl. To je proletarsko. Vsakemu po svojih potrebah. Ne? In ta sistem so stalno neki notranji sovražniki, so ga spodjedali, da ni to vse tako šlo, kot bi morali jeti. In potem na koncu tega sistema in pa zunanji sovražniki. To so bili pa tako imenovani zahodni imperialisti in Združene države Amerike in NATO pakt. Ti so pa najbolj si prizadevali, da bi Jugoslavija crkljala. In recimo, kakšen paradoks zgodovine in posmeh je to, da zadnji, se spominjate, zadnji, ki so stali za tem, da Jugoslavija ne bi propadla, so bile Združene države Amerike. James Baker, se ga spomnite, je prišel junija 91. leta v Beograd, zadnji bil Budimir Lončar, se je režil, Pečen Maček je rekel v slovenščini, ne bomo priznali nobenega enostranskega dejanja. Nobene odcepitve ne bomo 50 let priznali. ZDA so junija 91 branile ozemeljsko celovitost Jugoslavije, čeprav smo se mi... Dobro leto so nas pa priznali. Ja, so pa že prej, malo prej. Ja, ampak hočem reči, ves čas smo se poučili, da največja nevarnost je tej ogromni in veliki in uspešni in močni in bogati Jugoslaviji pa prežijo od Združenih držav Amerike. Se nismo tega učili. Ja. Kadar smo rabili kakšen kredit iz Zahoda, so bili to dobri Američani. Hočem reči, ne? In da ljudje ne pogruntajo tega, ne? Da se ne zavedo, halo, ko se vi greste, je pa stalno potreben notranji sovražnik. Še danes je Janša bil notranji sovražnik, je bila prejšnja vlada, stalno. Je bilo vse narobe, on vas bo, ljudje so čisto poblaznela, ne? Takrat za vodo pa to, ne? So poblaznela, ne? Ker so jih mediji stalno filali, da zdaj je, pa mi smo imeli v bistvu zelo blag COVID režim. Jaz povem, kako je bilo v Franciji, bilo v Avstriji. V Franciji je bilo ob 6 zaprlo, policijska ura. Sploh se mi ne bi mogli zdaj zbrati, ker je bilo 6 zaprt. Pa to ni bilo tako, da si, če so te dobili, je bila kazen 300 €, če se zunaj dobili. Če so te enkrat dobili, drugi so te pa zaprli. V Avstriji je bilo pa cepljenje obvezno. Ne, mi smo imeli v bistvu nek zelo liberalen pristop, ne, ki je bil zelo racionalen. Pač, ne. Ja. Zdaj ste nas pravzaprav že malo uvedli v ta novi razred, ne, s Titovim Mercedesom narejenim na roko in tako. Zdaj bi pa že kazalo razložiti, kako je do tega novega razreda, kdo je pravzaprav bil tisti Milovan Džilas, ki je ta novi razred uvedel oziroma našel, videl in pravzaprav to drago plačal, ne? Ja, torej Milovan Džilas, jaz sem našel njegovo knjigo. Drugi človek v Jugoslaviji. To je bil, on je bil drugi človek v Jugoslaviji, seveda imel tudi krvave roke, ne, ampak potem iz nekih ne vem, refleksov, ki jih jaz pravzaprav nisem nikoli dobro razumel, ne, ampak so pač taki bili, ne, je začel potem pisati demokratične kolumne v Borbo, ker je bil urednik, ne, in so potem ljudje mislili, da je to zdaj sprememba linije v partiji, ne, ker on je bil pač čist drugi človek Jugoslavije. Borba je bil partijski časopis, ne, in so mislili, da je to zdaj sprememba, kaj to zdaj je, ne. So rekli, lejte, pa to se spreminja nekaj, ne, dokaj niso pač v Tito in Kardelj, ne, videli, da ta Milovan Džilas sploh nima drugih namenov, kot da se gre res
demokracijo, pravo demokracijo, o kateri so oni seveda ves čas govorili. Tudi danes Golob ves čas ob vseh medijih, ob tem, da nimamo nobenih svobodnih medijev, tako rekoč tisti, ki jih mi plačujemo, RTV, vas prepričuje, da smo najbolj demokratični. To ostalo prav, da vse je v redu, samo še malo boljše, še kakšni, tako kot včasih v socializmu, kakšni sabotirajo, kakšen Janša. Vse krize resne so zunaj nas. So zunaj, mi smo odlični. Zunaj je, zunaj so vojne, krize, vse to imate not napisano, vse kar je zunaj, zunaj je tako rekoč katastrofa, edino Slovenija je v redu, to je čist isti jezik, kot je bil včasih v socializmu. In to je jezik novega razreda, zakaj? No, kaj je novi razred? Novi razred so v bistvu tudi Džilasova knjiga Novi razred. Novi razred je, se pravi, tako imenovana partijska buržoazija oziroma gospodje tovariši. Recimo Janković zmeri nastop konec aprila pred 1. majem nastop na Rožniku in grmi čez kapitalizem, kako je to grozno, pa delavstvo, pa to, potem pa gre dol z Rožnika, pa ima zate, Ljubljana zate, ima najnovejši Audi, se jaz nimam nič proti temu. To mora imeti, ne more se voziti z Fičatom, čeprav on tukaj za Jugoslavijo, pa da bi se moral voziti s Fičatom. Ampak on se vozi z Audijem, ampak seveda Audi A8 limuzina podaljšana, zate, Ljubljana zate, da ne piše gor Zoki, je pač produkt kapitalizma, to je najbolj uspel produkt te limuzine visokega razreda, ki stanejo 150 jurjev, so najbolj uspel produkt za široko potrošnjo kapitalizma. Še lepši primer so recimo Dražgoše, kjer se speje. Potem pa Dražgoše, če greste gledati v Dražgoše, v Dražgoše je pa tako, da ne veste, kaj tisto gledate, česa je tam več, a je več rdečih zvezd, ali je več črnih Mercedesov. Ne veste, česa je več rdečih zvezd ali črnih Mercedesov. Je tako, da če je Bratuškova, ona te rdeče zvezde zmeri kaže, Mercedes, ki si jo pol odpeljejo, se pa bolj to skriva, Bratuškova se si zapomnil, ker ona je pa pač ena res najbolj, bi rekel, prirodnih katastrof. In novi razred par excellence. In seveda novi razred ima zase vse urejeno, še nekaj povem, v Ljubljani obstaja, to je pod Rožnikom, mestno četrt mestna, ki se imenuje po nemško, po domače, Banditendorf ali partizanska vas. In tam v tej zakaj partizanska vas? Zato, ker tam so bili v glavnem partijci pa udbovci, recimo tam je tudi Janez Kocijančič svojo vilo, so imeli vile. In tam je bilo predno se v Ljubljani pojavilo to najbolj, mislim, ta Šelenburg pa Šumija, kjer so cene po 10.000 evrov na kvadratni meter, je bil tam v tako imenovani partizanski vasi oziroma Banditendorfu, je bila najdražji kvadratni meter v državi. In tam je tudi Nika Kovač. Nika Kovač, sem posnel. Vam lahko pokažem, ker je prišel njen oče Nika Kovač, je prišel ven iz je ven prišel in sem jaz dobil, ker to je pa res palača, ker ima še, bom našel, ker ima še stebre in tako. Bom potem pokazal, No, v glavnem to je novi razred in seveda, zdaj pa, in ti ljudje imajo zase vse urejeno. Oni imajo zdravstvo preskrbljeno, imajo zdravnike v tujini, oni imajo vse posebej, oni imajo isto finančne vzvode oblasti, obvode tudi, tako da to je novi razred. In ta novi razred je pa seveda, zakaj? To je pa zdaj dialektika te moje knjige, ker smo že na dnevu suverenosti. Ta novi razred absolutno nikoli ni mogel sprejeti samostojne Republike Slovenije. Nikoli. In to iz čisto logičnega razloga, ki je logičen toliko, da bi bolj logičen ne mogel biti. Namreč Republika Slovenija, kot je bila mišljena z, bi rekel, temeljno listino o samostojnosti, bi ta novi razred pospravila na smetišče zgodovine ali pa v muzej, kot želite. Tako kot so naredili v celotni vzhodni Evropi, kjer so pač ti predstavniki novi razred, sovjetska pogruntavščina, se pravi, to so pač sovjetska partijska buržoazija, kot se reče, se pravi, aparatčiki, ki so imeli dostop do vsega, posebne trgovine in tako naprej. In oni so povsod po vzhodni Evropi, celo v Romuniji so ta dva najvišja predstavnika novega razreda, predsednika centralnega komiteja Zveze komunistov Romunije, postavili pred zid pa fentala. In to so seveda slovenski komunisti zelo dobro videli, in zato so bili v neznosnih strahovih in zadregah, ker so vedeli, da se jim lahko nekaj podobnega zgodi, pa za razliko od Čaušeska pa teh, niso oni pobili 250 000 ljudi na slovenskem ozemlju leta 1945, ker tle so vse polja smrti.
To je tako kot v Kambodži. Ne. Sem tle bil, huda jama in ne vem, kjer je to smer, Teharje in tako gor. To so polja smrti. Ne. In to Trbovlje, Hrastnik, kjerkoli, stari Hrastnik, tam je od mojega znanca oče izginil, ne, in tam se je Pedro Opekal, oče njegov, čudežno rešil. In ti ljudje so vedeli, da zdaj gre pa zelo, zelo, zelo zares. Ker to bi morali, danes bi vsi ti ljudje, če bi imeli leto 90, danes bi odgovarjali pred Haaškim sodiščem. In ne bi noben prišel nazaj, tako kot ni prišel nazaj Milošević, ali pa ne bo prišel Karadžić, ali pa ne bo prišel Mladić in tako ne. In tega so se na smrt bali, so se na smrt bali slovenske državnosti in to jim je strah v kosteh. Ampak potem so uspeli, po drugi strani pa seveda, kot knjiga pravi tudi to, da je bil pa Milošević tle. Za Miloševića so povedali, kako partijci med sabo obračunavajo, zato ker pa v naravi partije, da med sabo obračunava. Že Stalinove čistke se je začel, še ni dobro Stalin umrl, so se začeli pucati za Informbirojem, potem če gremo pa samo na Jugoslavijo, so imeli Informbiro, so imeli Goli otok, so bile čistke, potem so bile čistke z Rankovićem, so vse čistili, potem po Rankoviću je prišlo tole Prolječe, pa liberali, pa to, pa Kavčič, pa so to vse čistili, potem pa ni bilo več čist, ker je Jugoslavija propadla in je komunizem crknil. Se niso mogli, do takrat so se pa, in tudi že prišli so na oblast, ta prvi, se pravi Gorkič, je bil prvi centralni generalni sekretar komiteja Jugoslovanske partije, so v stalinskih čistkah vse počistili in tako naprej. In Miloševića je Kučan in ostali so ga zelo dobro razumeli, kaj on namerava. Dole foteljaši. To je bila sila, ki je bobnela čez Jugoslavijo. Milijon ljudi zbranih na sotočju Save in Donave leta 88. novembra, ki je Milošević rekel, ali ja vam kažem, čujte vam, što vam kažem, sva ova rukovodstva u republikama koja su kaznena djela pogrešili tako, oni će biti svi kaznjeni, neće niko. I milijon ljudi se je drl, uhapsite AZM-a, se pravi AZM-a vlast, to se je sponkalo zdaj. Milijon ljudi. In ti slovenski komunisti so točno vedeli, samo vprašanje, uhapsite Milana. Tako da je bil vitalni interes tudi njihov, da strah, pridejo. Ja, seveda, mislim, ker oni so bili med Scilo pa med Karibdo. Ali bo Demos, oziroma to, kar se je zgodilo v vzhodni Evropi, so videli, kako to gre, s tem, da na vzhodni Evropi so vsi komunisti, pač novi razred se stopili z oblasti, so rekli game over, konc je. Tle pa ne. Tukaj pa ne. Ampak kaj je bilo v vzhodni Evropi? Niso pobili 250 000 ljudi na slovenskih tleh in pobili sem bil recimo s predstavitvijo knjige v Videm Dobrepolje in so rekli, nam manjka 10 000 ljudi. Imate table spominske, vsi mladi fantje, ki so padli, to so bile velike krščanske družine, so imele po 5 otrok, 10 otrok, med 7 otrok je bilo že malo, včasih. In so mi rekli, nam manjka tej regiji manjka 10 000 ljudi, ki jih ni, ki so jih pobili. Seveda, na Poljskem tega ni bilo. Mislim, na Poljskem je recimo bilo, ampak niso pobijali, komunisti so pobijali v boji, tudi nacisti. Ampak na Češkem, Slovaškem, Madžarskem tega ni bilo, ker ni bila revolucija tako krvava. Isti problem je bil za Hrvaško. In seveda, in komunisti so se potem prevlekli skozi Šivankino uho, skozi leto 90 in leta 92 nazaj dobili, bi rekel, že skoraj da vso oblast. Ampak padli so pa, kar pišem v knjigi, ta knjiga sploh ni negativna. Pisana z eno ogromno ljubeznijo do Slovenije in s tem, da Slovenija je imela neverjetno srečo, da smo se mi osamosvojili ta prav čas in da smo šli Miloševićevi Jugoslaviji, kajti Miloševićeva Jugoslavija je pomenila vojno. Do zadnjega trenutka, ki je bil Milošević 6. oktober 2000, ki je bil na oblasti, je bila vojna. In mi bi bili vključeni v vojno. Če ne bi po čudežu z nami šli na svoje. Če ne bi šli na svoje in se samo da zaključim s tem to, in se bi rekel, pridružili Evropski uniji, ni države v svetu, tako razmišljamo v naši Sloveniji, ni države v svetu, ki bi naredila tak korak naprej. 92. leta januarja smo bili še del SFRJ, de facto, ker še niso bili priznani, rečemo 13. januar, hočem reči. In kaj je bila Jugoslavija? Neuvrščena, revščina, zazrta v tretji svet, v prestolnice, Kairo, Mombasa,
New Delhi, Mumbai in tako. Ne? In mi smo prišli iz 15 letih, 2092-2007, smo prišli v samo jedro najbolj propulzivnih držav na svetu, v Evropsko unijo, ne samo v Evropsko unijo, ampak v njeno jedro. Najbogatejših, najmočnejših, najboljših. Schengen in evroobmočje. 15 let. Zgolj 15 let. In smo napravili tak ogromen korak naprej. To je razlog za Slovenijo, to večjega razloga ne morete imeti. Slovenija se je v celoti spremenila, v celoti, v 15 letih. Potem je šlo, seveda, zdaj gre retrogradno zadnje 4 leta. Ja. 8 milijard dolgov oziroma nekaj takega. Ampak nekaj drugega bi še jaz vas vprašala, drugače predstavljamo to knjigo, ko bo kdo šel brati, naj jo bere skrbno od začetka do konca ali v katerem koli vrstnem redu želi. Jaz želim, da je ta predstavitev drugačna. Ja. Še eno ime je, na katerega ste pravzaprav naleteli, ne? To je ta ameriški Slovenec. Ja. Charles Zalar. Ki je pravzaprav tudi zelo kritično, vitalno, pomembno počrtal dogajanje v tem komunizmu. Ja, seveda, on je pa pač absolutno zamolčana, ne? Zato, ker je pač absolutno relevanten. Njemu je študijo, on je bil kraljevi diplomat in mu je študijo naročil ameriški kongres plačal in rezultati študije The Yugoslav Communism, to je knjiga, ki jo imate še danes na D-fondu NUK-a. D-fond, zaprta. Ameriški kongres to plačal, ne, in on tam piše o vseh zadevah, o moralnem razkroju, ki ga jugoslovanski komunizem povzroča. Tam imate recimo neverjetno iz leta 57, knjiga letnik 60, iz leta 57 imate pričevanje recimo Tarasa Kermaunerja, Jožeta Pučnika, Velika Rusa, Velika Rusa, kako komunizem poskuša, kako v partijo hodijo samo tisti, ki hočejo imeti nek profit. Da noben ne verjame v te ideje, ampak če greš v partijo, dobiš službo pa stanovanje. Da noben v te ideje, ki jih oni noben ne verjame, in to bi rekel, pravijo, direktno pravijo, da kvari predvsem mlade ljudi, jih popolnoma pohabijo, ker postanejo popolni ciniki in preračunljivci. In pravi, da največje probleme imajo pa z vero, zato ker starih ne morejo izkoreniniti. Mnogi mladi so pa še tako globoko zakoreninjeni v krščanstvu, da ima partija resne probleme s tem, kako jih bo izkoreninila iz krščanstva. To je taka neverjetna. In notri imate tudi, recimo, kupite knjigo, tam, ki je Vjačeslav Molotov, to je na kateri strani, boste zvedeli, zakaj smo izgubili Trsten Gorico. Potem pa Italijani so vedno izgubljali v vojnah, pa dobivali v tako imenovani diplomaciji. In potem, po moje, to je bil ameriški predlog. In potem so Italijani prišli do Molotova, in so rekli, poslušajte, mi bi vam radi dali vojne odškodnine, zato ker so naše čete bile integrirane v nacistično vojsko, ki je pustošila po Sovjetski zvezi, kar je bilo res. Tudi pri Stalingradu so Sovjeti prebili italijansko-romunske formacije, ne nemških. In je rekel Molotov, ja, to je pa zelo lepo od vas, da prijete, pa da nam takole ponudite odškodnino, da imate tak občutek za pravico. Prav veste, vse mi ne bi samo odškodnine ponudili, mi bi to malo dali v zameno. Zakaj pa? Ja, zato, da vi odrečete Jugoslovanom podporo pri Trstu, pa Gorici. Pa Molotov prav. Koliko pa bi bila odškodnina, pravi, $100 milijonov v zlatu. Kar je bila ogromna vsota, da je pa zadeva, resnično zadeva prihaja iz britanskih arhivov, Foreign Office, je črpal Zalar te dokumente, in da je pa resnično $100 milijonov v zlatu. Če se vi spomnite, nekaj mesecev nazaj je Trump prišel z idejo, da bi kupil Grenlandijo. In takrat v Danske. In takrat so obudili, da to Trump sploh ni originalen, naši mediji so se razpisali, ki pišejo zopet Trumpa, ampak meni je to blazno prav prišlo. Da je to že Truman leta 46 poskusov, pa ni šlo, in tedaj je ponudil $100 milijonov v zlatu. V zlatu zato, ker da ni vezano na valutna tveganja. Se pravi, to je fiksna valuta. To je bilo ogromno denarja. Predstavljajte si, da so takrat ponudili Danski $100 milijonov za celotno Grenlandijo, Združene države Amerike.
In Molotov je rekel, $100 milijonov, pa brigali pa jih je za jugoslovanske interese. Pa čisto vse jim je rekel v redu. In še to, da ni tega povedal jugoslovanski delegaciji. In to je povedal Kardelju, Še potem naknadno. šele ne, Na dan. na dan mirovne konference. Zjutraj ga je poklical vse, pa je rekel, poslušaj, vi ne morete računati na podporo Sovjetske zveze pri vprašanju Trsta in Gorice, Kardelj je bil v gledu. Je rekel, ja, zakaj pa? Je rekel, ja, zato ker. Amen. In seveda, tle se tudi potem najbolj začne ta spor Tito-Stalin ali karkoli, ker to, mislim, prej najverjetneje je kdo povedal, kaj je tukaj zadaj, da je dogovoril Sovjetov pa z Američani, ker drugače se tega ne da razumeti, zakaj se do zdaj podpira, zdaj pa ne. To vse mi dolgujemo tako imenovanju osvobodilni fronti in tako imenovanemu internacionalnemu socializmu. Enako je bilo s Koroško. Enako je bilo s Koroško. Če mi ne bi imeli tega NOB-ja, jaz ne govorim o partizanih, o fantih, ki so padli, ne govorim o njih, govorim o vodstvu, od katerih noben ni padel. Razen Franz Osman Stalin so ga sami fentali. Seveda, zato ker noben general ni pri poskušanju minometa. To se sploh ne dela. Zato, ker to je pač hierarhija, če ti izgubiš generala, je neskončno teže, oziroma poveljnika vojske, neskončno teže, kot če izgubiš navadnega vojaka. To je pač absolutna prepoved, da se pač varuje. In noben od njih ni padel. Noben. Zato, ker tudi v knjigi pišejo, so imeli že na samem začetku ta novi razred, ki je prišel iz Hosta, je imel ločen tretma od ostalih borcev. Oni so imeli, če so borci spali takole po tleh, ali pa v najboljšem primeru v kakšnih kocih pa po šotorih, so imeli oni barake in so imeli posebne kuharje. In je to. In to je ta ogromna prevara, ta ogromna prevara. Mi smo res jetniki svobode od Goloba in te ideje osvobajanja, osvobodilne fronte in tega. Mi smo res jetniki. Zdaj, logično vprašanje, kako vidite zdaj razplet v naslednjem 5-mesečnem obdobju, tam med 20. in 30. majem, marcem, ali nekaj takega, v 14 dneh ne bi bile naslednje volitve. Kaj si želite? Torej, jaz mislim, ja, se pravim, da se mora tudi pravim že v knjigi noter, da se mora pač ta ciklus te norosti nehati, ker drugače Slovenci ne bomo še enega ciklusa te norosti preživela. Zdaj jaz mislim, da tako bi rekel, da prvič v zgodovini so okoliščine zdaj nam zelo naklonjene. Tle kar nekaj dejstv, ki jih ne gre spregledati, ampak seveda nič ni odločeno. Nič ni odločeno. Dejstvo je, da oni ne morejo zdaj lansirati tretjega novega obraza, zato ker se Golob se ni hotel umakniti in Golob se tudi ne bo umaknil. On bo šel, on bo kandidiral in on s tem ta knjiga dobiva, pač sem tudi napisal, da on bo vedno tukaj. On je dejavnik, ampak seveda bo pa poražen. On bo poražen proti Prebiliču in vmes se bo zgodil en veličasten spopad za primat na levi, med Golobom in med Prebiličem. To zagotovo. Ker to se že dogaja, ker Kučanova paradržava daje befele, da Golobu ne sme nobena stvar uspeti. In konkretno se to nanaša na božičnico, boste videli, nobene božičnice ne bo. Mislim, javni sektor bo nekaj dubo, ampak drugače ne bo nobene božičnice, zato vprašanje tudi, če bo javni sektor nekaj dubo, zato ker Ministrstvo za finance so pritisnili na Ministrstvo za finance, da to štopirajo. Štopirajo, kjerkoli se vse da, da bi Golobu ne uspelo. Zdaj, tretjega, novi obraz, vi potrebujete klimo ustvarjeno, recimo Golob. To bi bil peti ali nekaj takega novi obraz. Ja, noter imate v knjigi natančno analizo, kako so novi obrazi, koliko časa trajajo, zakaj toliko časa trajajo in kako so povezani s tem zelo emotivnim, čustvenim občutkom, recimo naivnega slovenskega človeka. Tako da jaz sem kar tu prvič sem pesimist, ne optimist, zato ker ne vidim možnosti, da bi prišla tretja stranka, Tu pa vidim zdaj, da Nova Slovenija in SDS imata neko, kada smo bili mi povezani, smo zmagali. Meni je blazno žal za Ljudsko stranko, ko sem vse naredil, da bi Gregorčič, preden, ki je bil še nekoliko drugačen, kot je danes, da bi pač postal predsednik, ampak je to pač, te podobniki so pač instalirani, na našo stran so bili vedno instalirani krti. To je dejstvo. Tudi če bi Janez Podobnik tu sedel, bi mu to brez povedal. Prosim? Usadki, jaz rečem temu. No, usadki.
In zdaj to spet, takrat sta ona dva sta naredila katastrofo za slovensko pomladno opcijo leta 96. Takrat mi smo v Krščanskih demokratih in jaz sem takrat s Peterletom glasoval, da gremo ven iz koalicije. Ne. Ampak ona dva sta pa namerno šla v to, namerno, sta vedela, kako se bo končala. Ne. Pa sta to naredila. Ne. Zaprašajte samo zakaj. Ne. In zdaj Janez Podobnik isto naredil, da so inštalirali to doktor Bergantovo, ne, ki beleži 0,3 do 0,4 javnomnenjske podpore. To stranke nikjer ni, se s tem sploh ne ukvarja. Ne. Zdaj, če bi se še tu kakšen preboj našel, ne, pa bi se potem to lepo skupaj seštelo. Ne. Pa jaz računam tudi na to, ne, da bo velika volilna abstinenca na levici in da so razmere narejene tako nekako, da se utegne ponoviti leto 2004, ko je SDS zmagala v razmerah zelo nizke volilne udeležbe. Vsaj z levice. Zato, ker levica zdaj ne bo, oni ne morejo več ustvariti momenta, pejte voliti proti komu? Proti Janši, kje pa je? Pejte voliti proti, ne vem, Bregantovi, ja, kje pa kdo pa to je? Pejte proti voliti, cerkev vam, kjera cerkev? Hočem reči, ne? Ne more tega narediti, ne? Zdaj so oni v velikem, imajo velike probleme. In tudi, če bi slučajno sestavili neko koalicijo, se bo ta dva pobila, to ne bo trajalo. Pa ja, mislim, da je ne bojo. Mislim, da ljudje ne bojo šli voliti še enkrat Goloba, ne glede na to, da bo ta noseča oziroma je noseča, pa da bojo vsi mediji delali cirkus. Ljudi to ne gane kaj dovolj. Ne. Prosim, kar je seveda čudež biološki, ne bom razrekel, zakaj je ta noseča. Če je noseča, če to ni spet. Glejte, jaz ne verjamem nič. Golobu verjamem samo to, kar sem rekel na začetku, da mu ne moreš nič verjeti. To je dejstvo. To je tako kot Descartes, ki je rekel, vse je lahko fantazija, vse je nek hud duh lahko skuša, da nič ne obstaja, da nič ne obstaja, da vi ne obstajate, recimo, nič ne obstaja. Ampak edino, kar obstaja, je moja misel, pa dvoma, ne. To pa obstaja, kaj dvomam, ne. To pa obstaja, ne. In tako pri Golobu, ne, jaz pravim, edino, kar mu lahko verjamem, da mu nič ne morem verjeti. To je neka gotovost. To mu lahko verjamem. Ja, da mu ne morem tudi, da je noseča, a je res. Dejstvo, da je trebušček raste. Jaz ne verjamem nič. Ne verjamem. Mislim, že tudi niti tega ne verjamem, evo. Ne verjamem, da je noseča tudi, če je trebušček raste. Ja, čakaj, so kakšno blazinco zadaj. Oni so v Goloba volili zaradi te histerije, anti-covid histerije. Anti-Janša, anti-covid histerija, kdorkoli bi bil, kdorkoli bi bil, a ne, bi tukaj isto potegnil. Ne. Zdaj pa ne bojo volili, ker ni anti-Janša histerija, ne morete narediti, kako. Kako te naredil iz trebuščka Tine Gaber, boste naredil anti-Janša histerija, kako? Zdaj tudi ne morejo Janša obtožiti, da je on oče, ne. Ne morejo, ne. Ker obtožili so ga že vseh norih stvari, a ne. Tako nore stvari ga pa ne morejo obtožiti, ne. Da jim niste dali ideje. Ja. Obtožili so ga že vseh mogoče najbolj norih stvari, a ne. Počasi bova sklenila najin pogovor. Na drugačen način, namerno sva pogledala v knjigo, ki se reče Jetniki svobode. S knjigo ali brez knjige lepo praznujte dan suverenosti. Hvala našemu gostu. Hvala vam. Ste bili. Hvala vam, ker ste prišli in tudi vam, ki ste me spremljali preko naših televizijskih zaslonov. Vsem še lep večer, srečno Slovenija.